nedvomno bo dolgotrajna oskrba v naslednjih letih zelo pomemben element stabilnosti slovenske družbe, slovenske ekonomije. Dolgo časa trajajoče priprave, pa bom rekel tudi nejasne, artikulirane potrebe in možnosti vodijo dejansko velik razkorak med potrebami pa trenutnimi zmožnostmi zdajšnjega sistema. Zavod se pripravlja seveda na podlagi svojih izkušenj iz zdravstva, pa vendarle je potrebno opozoriti, da imamo tukaj nekako neko kombinacijo sociale in zdravstva, tako da bo potrebno našo ekipo, če bomo bili prevzemniki, še dodatno okrepiti z dodatnimi zaposlenimi, ki so ali pa tudi morda niso na trgu, tako da bo potrebno tukaj v izvedbi biti nekoliko, bom rekel, postopen, pa si pač privoščiti tiste korake, ki si jih lahko v določenem času lahko privoščimo. In seveda obratno, bomo kakšne zadeve zamaknili, in navsezadnje to postopnost so uporabljali tudi druge države, tako so recimo Nemci uvajali približno 15-20 let in vedno imajo neke novosti, tako da so recimo kasneje uvedli, ne vem, dodatno skrb za tiste, ki imajo duševne težave. Nemci tudi zelo razmišljajo za naprej, tako da se tudi finančni zalogaj pripravlja za leta, ko bodo imeli bistveno večjo starejšo populacijo. Nekaj podobnega bo treba tudi pri nas.